13. krog prvenstva drugi slovenski nogometni ligi je prinesel novo razočaranje na domači Dobravi, kajti Konjičani tudi v tretjem zaporednem srečanju na Dobravi niso uspeli premagati nasprotnika. Tokrat je za nezasluženo točko Bela krajina poskrbela v 72 minuti. Sicer pa so Konjičani srečanje pričeli dokaj medlo, kar bi lahko v 5. minuti kaznoval Prme, ko je streljal mimo desne vratnice, domači pa so potem v 12. minuti prišli do prve priložnosti. Kot je izvedel Črnak, žoga je preletela celotno gostujočo obrambo, a je žal na drugi vratnici Močič bil nepripravljen in prva priložnost je spravala po vodi. Nova priložnost Konjičanov beležimo v 20. minuti. Močič je po lepi kombinaciji domačih bil v priložnosti, a je Pašagič žogo uspel izbiti. Še eno priložnost Konjičanov, dolga podaja Rošarju, gosti so nastavljali prepovedan položaj, a Alenc mu je tokrat spretno izmaknil. Žal pa je predolgo okleval in pravočasno se v obrambo vrnil Žagar ter preprečil veselje konjiškemu napadalcu. V 34. minuti prosti strel za Bišćana, Alenc pa se je zaletel v domačega vratarja Sebastiana Čelofigo, ki je obležal na tleh in Marjanović je bil primoran zamenjati vratarja, tako da je na mesto Čelofige v igro stopil Klevže. Gostje so imeli potem po dolgem času priložnost v 42. minuti, ko se je v njej znašel Martinović, a na srečo domačih je ostalo pri izidu 0:0. Že v sodniškovem podaljšku prvega polčasa lep prosti strel Rošarja, ki pa je nastreljal gostujočega vratarja Alena Pašagiča. Takoj po prihodu iz slačilnic so Konjičani pritisnili na gol gostujočega vratarja Alena Pašagiča. Štante in Alen sta lepo kombinirala, Močič se znašel v priložnosti, a odlično je posredoval Pašagič. Takoj v protinapadu pa so imeli tudi gostje priložnost. Bišćan je bil tisti, ki je udaril po žogi, a se je Klevže izkazal ter ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. V 51. minuti prosti strel za domače. Izvedel ga je Hvalec, lepo podaja natanko na glavo Štanteju, ki je sicer žogo nekoliko nerodno odbil, vendar kljub vsemu nadaljevanju akcije podal na glavo Močiču, slednji pa se je žal znova usmešil in žogo ni najbolje zadel, znova je namreč nastreljal Pašagiča. Novo priložnost Konjičanov beležimo v 60. minuti. Po dolgi žogi je Pašagič z glavo uspel odbiti, ale do Štanteja, slednji pa potem iz oči v oči z gostujočim vratarjem ni bil uspešen. V 62. minuti smo nato vendarle zabeležili novo priložnost gostov. Dežmar se je znašel tam v domačem kazenskem prostoru, a so Konjičani se uspeli obraniti, potem pa je prav omenjeni nogometaš v glavo udaril domačega vratarja Tolarja z nogo, nekoliko visoko dvignjena žoga, konjiški nogometaš je obležal. To bi bil hkrati lahko tudi drugi rumeni karton za gostujočega vratarja, gostujočega nogometaša, a mu je sodnik Klinc, ki je tokrat bil daleč najslabši mož na terenu, spregledal. Konjičani so se vodstva veselili v 66. minuti. Po kotu Črnaka se je v priložnosti našel Hangič ter uspel premagati gostujočega vratarja Pašagiča za zasluženo vodstvo Dravinje. V 71. minuti še ena priložnost Konjičanov. Prosti strel tudi tokrat izvedel Črnak. Prme je odbil žogo pred domačim vratarjem, se je ta tudi nekoliko čudno odbila, slednji pa je potem s skrajnimi močmi odbil v kot. V 72. minuti so gostje uspeli izenačiti. Martinović je po hitrem protinapadu zabil pravo bombo pod prečko domačega vratarja Matevža Klevžeja. Konjičani pa so potem nekoliko v nadaljevanju padli. Gostje so imeli celo za malenkost več priložnosti, a brez pravega zaključnega strela. Konjičani bi lahko sicer v zaključku srečanja preko Ribiča, ki je poskušal z roba kazenskega prostora, uspeli
izvleči vse 3 točke, tudi Močič je imel v zaključku srečanja še nekaj priložnost, a žal se je izteklo, kot se je, in Konjičani tudi v tretjem zaporednem domačem srečanju ostajajo brez polnega izkupička. Čez teden dni bodo gostovali v Aluminiju, nato pa čaka nogometaše Dravinje še zadnje letošnje srečanje proti Garmoni Šenčurja.